Jaz imam eno svojo filozofijo okrog vodenja podjetja. Mi nimamo nobenih planov, nobenih načrtov, nobenih, predvidevanj, zbiranje, rezultat kot primer, toliko moram zaslužiti, toliko moram imeti dobička in tako naprej. Jaz sem tako rekel, samo da so stranke zadovoljne. To zadovoljstvo stranke je moja največja reklama. Ker stranke širijo veliko boljš, kot pa plačane reklame kjerkoli. Žal tako je. Do sem smo prišli praktično brez reklamiranja v časopisih. Zato, ker je to tako odvisen od tolikih dejavnikih je, mi nočemo biti agresivni prodajalec na trgu. Mi nikoli ne kličemo strank, a boste vzeli, ne boste vzeli. Če bomo interesantni, boste poklicali, mi vas ne bomo prepričali. Nimam želja, da moram zaslužiti ne vem koliko milijonov, pa ne vem koliko biti velik, pa tako naprej, ker nimam sploh potreb, da bi ne vem kaj še vse ustvaril. Sem vesel, da lahko svoje zaposlene dobro nagradim, sem vesel, ko mi večina strank potrdi, da dobro delamo, da smo konkurenčni na trgu in to je moje zadovoljstvo. Zato pa, kaj ne delam plane, jih ne bom delal. Ker v bistvu tisti strošek, ki bi mi kdo delal plane, pa analize, pa da bi potem psihiral ljudi, mora biti toliko prodaje, to je samo negativno. V mojem podjetju je to negativno, zato tega nimamo. Naša režija v podjetju je praktično ni, edino je tajnica, to je edina režija v podjetju. V današnjem času samo denar ni dovolj velika stimulacija za zaposlene. To se pravi, če bi mu dal ne vem kakšno bajno plačo, pa imel res slabe odnose z njim, mislim, da bi vsak šel. Največji problem je, ker delati v Vaskotu je kljub temu v enem takem poznanem, dobrem podjetju. To pomeni, če je bil zaposlen pri nas, bi ga marsikatera naša stranka z veseljem rada vzela. Moraš nuditi svojim delavcem kaj več kot samo plačo. To je predvsem dobro klimo v podjetju, da zjutraj rad pride v službo, ker moje mišljenje je, če je dobra klima v podjetju, dobre razmere, potem ljudje več naredijo. Sigurno manj naredijo pod psihičnim pritiskom, pod grožnjami z roki in tako naprej. Tako da mi praktično nimamo rokov. Rok je edin zakonska, zdaj, ko je bil rečemo GDPR, je bil 25. maj tisti čas, ampak odgovornost mene pa je, da se stvari pravočasno lotim in da si pravočasno kadrovsko ukrepim, ne da bi moji delavci pregorevali. Moje načelo je, da delavcem moraš nuditi tudi urejen delovnik, to pomeni pri nas po 4. uri praktično je cel parkirišče prazen, zato ker so vsi delavci morajo domov, nadure so nezaželjene, za vikende ne delamo, zato da se delavci popoldne lahko odpočijajo, posvetijo družini ali pa hobijem ali karkoli, da naslednjo jutro pride spočiti v službo. Sej ne narobe razumeti, da smo zapošansko podjetje, samo 7 ur pa pol, to se pravi 8 ur minus malca, se ne da delati konstantno.